Oče je bil aretiran od Gestapo 30. maja 1941. So ga odpeljali v Škofjo Loko in tam bil zasliševan približno en teden. Je tako, tudi malo skloftan, tam pa tam ne, ampak v Škofji Loki je bil en teden. Po enem tednu so ga poslali v Šentvid, kjer je bil tam do konca junija. 30. junija so pa Nemci ga pripeljali tam, kamion, nemški vojaki, ne, in so jim dali, družini in nem 15-20 minut, da so pobrali vse obleko, pa kuhinjske potrebe, tako reči, in so jih odpeljali v Ljubljano, ne, v Šentvid nazaj. In potem so pa od tam so jih pa, jaz nisem bil še rojen, od tam so bili v Šentvidu do 7. julija. 7. julija so jih dali pa na transport in šel v Srbijo, v tisto njihovo družinsko taborišče. In tu je bilo veliko Orašje, kakšne 60 km južno od Beograda. In tam so bili z druge družine so takrat tudi Nemci odpeljali v Srbijo. In vse druge družine z naših krajev so bile tam do konca vojne. Naš oče je pa, ne vem, je dobil en stik, da se je vrnil v italijansko cono. Mi smo bili pod nemško cono, ampak je dobil en stik, ne pravi kako, samo da je pravi, da po dolgih dogajanjih se mi je posrečil, da se je vrnil v italijansko cono, ki je bila njegova rojstna hiša. Jaz sem bil pa rojen, kakšen mesec je bilo, novembra 1941 so prišli nazaj v Šentjošt. In jaz sem bil pa rojen morda konec decembra 1941. Ampak se pravi, jaz nimam nič, malo spominov 45 let, drugih pa nimam nič, kar povodujem vse, kar je oče pisal. Zakaj pa je bil oče aretiran? Zakaj ga je Gestapo aretiral? Oče je bil malo bolj vpliven, je bil velik kmet, je imel tudi v Šentjošti, je imel trgovino, kako bi rekel, upravnik trgovine v Šentjoštu. In takrat je bilo tudi vse, Nemci zaplenili vse premoženje, spravili vse živino, štale, precej velika, 12-14 valov, ne vem koliko krav, 20 prašičev. In to se pravi, Nemci so vse takrat pobrali, in so pa postavili enega tam zvrzdenca, svojega človeka postavili kot upravnika, ampak ni bilo nič za upravljati, ni bilo nič vine in ni bilo nič za upravljati. Od tih človek ni bil tam dosti časa. Vse, kar se spomnim, se pravi, jaz sem malo spominal od 45 leta, ko so se spravljali, da gredo v vetrinje. Se spomnim pred hišo, tam je bilo vozov, pa konj, nekaj avtomobilov. Do takrat pa ste bili doma, do Brsteniša. Ja. In to je, takrat imam prvi spomin od vojnih časov. Kar je bilo po pol, je pa nimam tist, od 45 let naprej smo bili doma. Pol pa koncem januarja, 30. januarja, kot oče piše, jaz sem bil takrat star 6 let, pridejo pa oni oče je hodil nazaj, ki je bil nazaj hodil v Slovenijo in je bil glih takrat doma in se je dopisoval s kurirjem, se je pisoval z enim bitencem, ki je bil se mi zdi leta 48 obsojen. Ja, in usmrčen se mi zdi enkrat februarja.
In je moja teta, očetova sestra, je slučajno nesla pisem od očeta, ki se je nahajal na štali v Parkarvinet, ne, v Šentjoštu, in nesla pisem Bitencu v Ljubljano na stanovanje, ampak takrat je bil Bitenc že aretiran. Bitenc je bil po vojni, ko berem, ne, je bil po vojni v Rimu in se vrnil nazaj v Ljubljano. On je bil prej med vojno, pred vojno je bil, se veste, so verjetno več kot tem, kot jaz, profesor matematike v Ljubljani, ne, in ko so neho aretirali, ne, je prišla moja teta Fanika na njegov stanovanje, tisti pisem prinesla, ne, in se je še do aretirati, ne. In pa tisti dan so pa prišli, je bilo prišlo 12 kamionov ozne vojašne Parkarvinet, ne, v Šentjošt. In začeli preiskavo, so obkolili vse poslopja in začeli preiskavo, ko so vedeli, da je oče tam, in so tudi vedeli, da je bil Jože Brlot, ki je bil očetov prijatelj, da sta bila na štali nekje ali pa v Kozolcu, kjer je bilo že, ne. In so naredili prvo preiskavo, brez da bi jih najdli, pa onadva sta pa vse slišala, ne, ko sta bila na štali. In ko je to prvič ni ratal, da jih bi dobili, ne, so po te ozna pa vse, so prelekli vse ženske na dvorišče, tam med štalo in hišo, in jih začeli kloftati, ne, pa kaj pa, kje sta, ne. Ženske niso nič izdale, ne, ampak one sta pa hitro videla, ne, da, kakor oče piše, da se morata nekam rešiti, ne, in sta pa šla takoj poskusiti, da bojo, oni so vedeli, da so nekje na poslopju, ali so v štali, ali so v drvarnici, ali so na Kozolcu, da na drugih hovoda, da poskusita ujeti, ne. In so šla, se plazila proti gozdu in tam je bilo toliko zastraženo vse, da ni bilo, da so skoraj enega drugega držali, vojašna. Tako da se je odločila, da gre v drugo smer, ki je pa Pašnik in Grmovje, in sta pol, kot oče piše, da se mogla biti z tistega obroča, ne, in sta res poskusila, tako da sta prišli do spopada, ne. Ne vem, kaj je spopad, ampak v tistem spopadu je bil Jože Brlot, njegov prijatelj, ranjen, in eden od vojakov pa je. Kar sem, ne vem, oče ne ve, a je Brlot umrl na poti v bolnico, a je pa eni pravijo, da je pa v bolnici umrl par dni pozneje, ne. Oče je podnesel, ne. In drug dan, drugo jutro, pa pridejo k nam, ne. Ozna in vojašna in ne vem, koliko je bilo ure, ne, pol petih zjutraj? Zgodaj zjutraj. Začeli razbivati po vratih, zadnjih vratih, sprednjih vratih, ne. In takrat smo pa v hiši bile 3 otroci, ne. Ona je bila stara 11 let, ta-mal brat je bil, še ni bil 3 leta star. 5 otrok, mladoletnih, ne, starejši brat je bil 13. In tudi je bila v hiši mama, takrat stara 43 let. In še sestrična, Slavka Bogataj, da je v domu v Horjulu, ne vem kaj, ona je vdova, ampak ne vem kaj je bil njen primek, ki je bila poročena, ne. In takrat so nas spraševali, hoteli na vsak način vedeti, kje je oče, ne, ker so očeta iskali, ne. Jaz nisem prvo pojma, se spomnim, da je imel en oznovc, imel na
kolenih, me je spraševal, na rami brzostrelko je imel. Drugače pa, takrat so pol, tam so bili v hiši morda na uro pa pol, ne. So preiskali hišo, štalo in vse, niso ga dobili. In so pol odpeljali ta sestrično, ne, ki je bila pestrna, dekla, vse skupaj je bila, ne. Je bila stara takrat morda še ne celo 19 let in mamo so odpeljali takrat, obe. Slavko Bogataj so izpustili pol, a isti dan, ali drugi dan, mamo pa so odpeljali v arest, ne. Mi smo pa pol pobrali nekaj na metal noter ene deke in smo vlekli tisto gor, kar smo na metal noter v teti, ki je bilo morda kakšne, hiša imela kakšne 250 metrov stran. Tu bilo sred zime, ne. To se pravi, da so nas pustili, 13 otrok so nas pustili v hišo, same, ne. Od takrat naprej pol pa mi, pa ta mlajši brat sta ostala pri Katrci, mene pa Marjana, dva brata so prišli iskat Šentjošta Koškovi, to je bil oče, od očeta stric. In smo bili tam, vnori se nas vzeli noter, naju dva. Ta starejši brat, Rado, je pa šel k sosedu, pa je bil pa že 13 let star, pa je šel za hlapca. In tako da smo, zanimivo, da so nas pustili 5 otrok, mladoletnih otrok, tisti bajdi in mamo odpeljali, ne, in pa smo pa, ona je bila obsojena takrat z drugimi tudi, Fanika, teta je bila obsojena na 7 let, moja mama je bila z prisilnega dela, ne, moja mama je bila pa obsojena na 2 let prisilnega dela, kar je tudi obsedela vsak dan je obsedela v Reichenburgu. Ne vem, ko je daj danes, mislim, da na Jeselnica ali kaj je. Brestanica, ja. Brestanica pri Krškem. Ja. In tudi drugi, ne, so bile, mama od očeta je bila, tudi vse znano, ne, vse na sodišču, obsojena let pa pol. Fanika, sestra, tista, ki je prinesla pisem, Bitnicu na 7 let, tudi se je obsedela, ne, in Polda, ki je bila dekla, 2 let se mi zdi. Ja, še nekaj drugih. Janez Kavčič, ki je že tudi pokojni, je za Lavrovca, je bil obsojen na 6 let, se mi zdi, ampak je všel. Sem bil srečen, da je všel takrat, ne, in pozneje prišel v Kanado. Mi dva smo, drugače smo bili pa v šolo smo hodili. Moj brat je bil, jaz sem bil 5 let na Kohlu v Šentjoštu. Moj brat je bil 3 leta, ker se je pa mama od očeta vrnila z zapora, je prišel on v Šentjošt, da je malo pomagal, ne, ki je bil že tukaj, da je malo pomagal, ne. Te dva sta bila pa, brat pa Mimi sta bila pa še zmeraj pri teti v Suhem Dolu, ne. Ko je bila mama zaprta, mi smo originalno imeli približno 20 hektarov zemlje, kar je bilo verjetno 3/4 gozda. In ko je bila mama zaprta takrat, del kasneje je bilo, da se njeno premoženje zapleni. Očetovo je bilo zaplenjeno takoj po vojni, njen del, njena polovica pa, ki je bila po zaporu 48 leta, ne. Tudi pozneje je bila zaprta, ampak glih, da sem bil v Ljubljani in sem iskal, nisem dobil nobenih podatkov. Enkrat avgusta 51 leta, ki je bila že doma, je prišlo Ozna k nam in je narekovala pisem mami, da naj pošlje pismo očetu v Gorico, ki je bil takrat se nahajal v Gorici. In to je res naredila in
in v pismu sem vmes pisem, slučajno ne bom tlele, ampak imam pismo, ki je tudi rekoč ozno narekovala, kaj na njej piše, da naj se vrne dam, da je napreden človek, da bo delal za njihovo stvar. Ampak to je bilo pretežno, in je bilo vse noter v pismu, je bilo kje, kdaj, čas, naslov, na meji, vteča hiša, se pravi, imamo vse podatke. In oni so pripeljali, pozno je pripeljala očeta, mamo na mejo, da se bi srečala z očetom. Na italijanski strani sta bila pa oče in njegov brat Vinko, ki je bil pol izseljenski župnik v Belgiji, je umrl nekaj 15 let nazaj in pokopan v Šentjoštu. On hitro videla, da se nekaj ni prav, da se ljudje sučijo tam okrog, ki ne bi smeli biti tam. In pa je pa mama tudi vedela, da je tisto past, da ga ujamejo, ker jim je šlo pod kožo oblastem, da ga niso mogli dobiti, ker so je tukaj iskali, pa doma se je sukal precej v tistih časih. A mama je pa mahala, da ne gre, da se ne umakne. In skozi tisto je pa ne imam nobenih podatkov, da je stiskal, ko sem bil tam. Ne vem, koliko je bilo, 5 mesecev, 6 mesecev, nekaj tazga zaprta, ampak nobenega podatka nekje. Sam zato sem šel, ampak v uradih sem iskal te informacije, ampak nisem nič dobil, zakaj. In tisto takrat, polke je, so mamo sploh niso nazaj pripeljali, se je pustili tam na meji, tako da je mogla vlak nazaj vzeti v Ljubljano. Tisto bi še rad dobil, če bi dobil kje. A je bila obsojena ali... Nič ne vem, nobenega podatka nimam. Za prvo obsodbo, 2 leti, imamo vse informacije, ampak drugič nimam nobenih informacij in to sem da iskal tam, ko sem bil tam in nisem nič dobil. Jaz sem pol, ko je prišla dam, jaz sem šel v Grenovaso gimnazijo, Marjan je prišel dam, da je malo delal, pomagal v kmetiji. Po njeni vrnitvi so nam dali nekaj zemlje nazaj, da smo se preživljali. In malo po tistem je mama začela delati prošnjo za izselitev v Amerike. Oče je bil ves čas v Gorici, šel v Ameriko februarja, ne vem točno datuma, februarja 52 je šel v Ameriko, in mi smo prišli za njim, so nam odbili prošnje 3-krat, 4-krat se mi zdi, minimalno 4-krat so odbili prošnjo za izselitev z Jugoslavije. S kakim razlogom pa? Da so denar od nas rekli, Ni bilo nobenega, vsaj jaz da bi vedel, kakšna razloga. Se mi zdi, da so samo zato, da je vsaka prošnja je koštala toliko in toliko denarja, in se mi zdi, da se je samo zato to delali, da so vletili denar od nas. In četrti poskus je pol bil, da so nam odobrili in pol smo šli po novembra, začetku novembra 56. leta smo se selili in sem prišel v Ameriko 16. novembra 56. leta. V Cleveland? V Cleveland. Starejši brat pa je bil, je imel vojaško obveznost in ga niso takrat spustili in pa je prišel 7 let za nam, 63 let je prišel za nam sam. A ste se v bistvu potem vsi otroci zbrali tukaj v Clevelandu, vseh 5? Ja, vseh 5. Kako se je pa potem odvijalo vaše življenje, kaj ste počeli? Potem sem pa, jaz sem šel vsi na 3, starejši brat je bil star, vsi
ta mlajši trije bratje smo služili vojsko, v ameriški vojski, ne. Jaz sem bil na Koreji, Marjan je bil v Garmišu v Nemčiji, ta mlajši brat Gabriel je pa služil vojsko pa na Alaski. Pa smo pa vsak po svoje. Marjan, ta starejši, ne ta starejši brat, ta starejšega brata Radota je 25 let nazaj povozil avto, ne, smrtno povozil avto. Živo je tam v tele okolici. Drugi brat, starejši od mene, 39-letnik, je postal kmet. Zmerno žilico imel za neko kmetijstvo in je tam v New Yorku kupil kmetijo in je še daj tam, ne. Jaz sem se celo življenje ukvarjal z nepremičninami, prodal hiše pa zemljo pa tako reč. To mlajši brat je pa v Indijani, v Indianapolis, kakšne 7 ur vožnje od tele in je že tudi tam okoli 30 let. Če se lahko malo mogoče vrnemo nazaj k vašemu očetu, a vam je znano, zakaj so ga iskali? Zakaj ga je? Samo zato, ja, on je bil tako rekoč, so obsodili, da je imel, da je delal za obveščevalno službo. Tujo, ne? Ameriško ali pa britansko? Ne. Tu je sam, oni so, kaj je on obveščal, jaz imam dopise, kaj je on obveščal, ne. Oni so obveščali, naprimer, Beatles, ki je bil prvo usmrčen kot špion, ne. Točno, Beatlesi so sodili ravno zaradi tega, ja? Ja. Kot vohun je bil obsojen. Ja, kot je bil obojen in zato ustreljen, ampak kar je zberem, kar je oče pisal in se je z Beatlesom, skozi kurirje, dopisoval, je bilo samo, kar se je dogajalo po vojni, ko so pobivali ljudi in kar se je dogajalo, samo v tem piše, ne. Tu pa tam, naprimer, noter v enem članku piše, v enem pismu piše, da je bilo vojašno tudi vojaki na meji, da so delali s tem ljudmi, da so enih plačevali, da so jih pustili čez mejo in so bili pol obsojeni, ne vem kjega leta, več vojakov obsojenih na dolge kazne, 15 let, 10 let, 11 let, ne, ko so pomagali ljudem čez mejo, ne. Ampak nič, da bi, ko bi rekel, proti režimu, ampak so pa, kar so vodo obveščali, ne, pretežno je, kaj se dogaja in kaj so oblasti počenjale, ne, ljudmi, oni so pobijali ljudi, kjer do leta 50, ali pa še pozneje, ne. Še kasneje, ne. In pretežno, kar jaz sem bral, kar je dopisoval Beatlesu, je bilo pretežno vse nasplošno ostaje o tem, kar se dogaja. Ja, kaj se dogajalo doma in kako so, kjer so, ta je bil peljan, a ni pa se ni vrnil, pa tako reč, ne. Ampak nisem nikdar bral nekje, da bi bilo kakšna, proti režimu, kakšna se ni bilo potrebno takrat. Ja. Nič proti režimu pisati, že to je bilo več kot dovolj, da je sploh sestavljal, ali pa da so bila sploh najdena kakšna taka pisma, ne, to je bil več kot zadostno. Ja, brez nadaljnega, ne, nikdar ne, da bi kaj bral, da bi kakšne orožje ali pa kakšen napad ali pa kakšne atentate, nikdar nisem vedel nobenega poročila o tem, ne. Vse je bilo, kar sem jaz bral, je bilo vse o dogajanju, o dogodkih, pa so oblasti delale, ne, proti narodu. Če sem vas prej prav razumela, ste rekli, da je bil oče nekaj časa tudi v Avstriji, takoj po vojni? Ne. Takoj je šel v Gorico? Ne. On je bil po vojni, ko so šli drugi v Vetrinje, v Avstrijo, ne. On je se obdržal doma. Ostal doma. On pa Viktor Tominc, ti ga poznaš, Marta,
Viktor Tominc in štiri drugi, ne, so ostali doma in se obdržali v gozdu bliz doma. So se skrivali v bistvu. Ja, so se skrivali, ne. In niso vedeli, kaj se dogaja, da jih vračajo, ne, dok je pol morda kakšen stric, moj stric, brat od očeta, je pa ušel iz Šentvida in prišel tam, ne, in je povedal, da vračajo vse te ljudi in jih pobijajo, ne. Stankom, brat njegov, je bil eno saržo jemu pri domobrancih, pa je že v Škofji Loki poklutil, ne. Ampak oče ni bil nikdar. Pa so se držali te 7 se jih je držal tam okrog do konca septembra 45. leta in takrat so se pol pa napotili v Italijo. So prišli, morda 2. 3. oktobra so prišli v Italijo in pol oni pol takrat so jih poslali v taborišče Senegalija. In oče je bil tam pol, kje do, se mi zdi, 48. 49. leta. In potem je pa še prišel v Gorico, ne. In takrat je tudi ilegalno... Ampak je ilegalno pa hodil nazaj domov. Ilegalno hodil nazaj. In so iskali, niso mogli dobiti, ne, ampak se mi zdi, to jim pa je šlo precej pod kožo, da niso našli. A je mogoče vam znanega, kaj, na kak način, pa kje je ilegalno recimo šel čez mejo, pa na kak način je prišel čez mejo? A je imel koga, ki ga je vodil, oziroma ali je poznal domači teren tam? Je bil toliko domač, da je sam poznal? S časom, ne vem, kako se je začelo, ampak s časom je bil, ja, korajžen je bil. Ki je videl, da ga iščejo, ki je videl, kaj ga čaka, če ga najdejo, ne. Ampak je tudi nekaj ljudi peljal nazaj, ne. Ne vem, če veste, ti veš, ta Milan Zajc, ki je šel iz jame v Kočevje, iz Kočevja, ne, je prišel k našem sosedu, ampak ni bil oče, kaj je prišel iskat. Moj stric Pavle, pa en vzorc, ki je v Argentini, ne vem, je še živ ali ne, sta prišla iskat, ne, in sta peljala čez mejo v Italijo. Ja, on je večkrat je prišel nazaj, ampak jaz osebno ga nisem nikdar, jaz sem bil na Kohl, ga nisem nikdar videl. In kar berem, ne, prizna, da je večkrat hodil nazaj in da je delal z bitnicom, tisto njihovo obveščevalno službo, kar je bilo že, ampak ne vem, kaj so, se pravi, kar so kasneje bral, kar so obveščali, je bilo čist, kar se je dogajalo doma, ne, in kar so komunisti delali z narodom in ljudmi, ki so jih pobijali, ne, in zdaj pa nimam. Torej ste v bistvu očeta potem videli, ko ste prišli v Ameriko spet? Jaz nisem imel nobenega spomina od očeta, dokler nisem prišel v Ameriko, ne. Prej med vojno nisem videl, prej je imel trgovino v Šentjoštu, ne, in se nič ne spomnim. Nobenega spomina nimam o očetu, dokler nisem prišel v Ameriko. Mama je pa dosti pretrpela, ne, in tudi več drugih ljudi zaradi njegovega postopanja, ne, da je hodil nazaj, ne, in ki ga niso mogli dobiti, so pa Šentjoščani nastradali zaradi tega, ne. Mama njegova, sestra njegova, Polda, ta služkinja in dosti drugih tudi, ne. Rad bi povedal, kaj je bilo drugič, ampak se pravi, zelo me zanima, ker ni nobenih dokumentov ne moralo biti, zakaj, kaj je bilo. Se mi zdi, da je bilo nekaj popravka s tem, ko so jo pripeljali na mejo, da bi ga ugrabili. Ja, verjetno, ker tam takrat niso delovala, so jo pač tam pustili in to je bil potem razlog,
predvidevam, ne vem. Se tudi, na primer, v prvem zaporu, ko pišem lik, da sem bil tam, sem nekaj informacij dobil za pomilostitev, ne, so zanikali in notor v teh papirjih, ki sem jih dobil, ne, da je bila, se ni pokorvala, ne, je odgovarjala jim in se ni pokorvala, ne, da jih je malo šimfala, se jih ni več bala, se mi zdi, tudi če so imeli vse moč na dno, je ni bolelo to, ne. Ampak je precej prestala, ne.